Videli smo danes tukaj, da vam predstaviva program Erasmus+, oziroma zdaj se mu reče program Erasmus+, prej je bil učenje, še prej je bil Sokrates, še prej je bil pa Erasmus. Ampak da bomo vedeli, da boste vedeli vsaj približno, kaj sploh, iz kje vse skupaj izhaja, nekaj besed o zgodovini, o izhodiščih. Potem, ko sem razmišljala, kako ne bom zdaj v tem kratkem času čisto vse povem, ker bi rada povedala od tega, kdo smo mi, kaj delamo, kaj je program, kakšno fajn spletno stran imamo, kaj vse je že bilo narejeno, kakšne so vse vaše možnosti. Sem se nekako učila za to leto. Najbolj ste zasledili, da je lansko leto Erasmus praznoval 30 let. Lansko leto torej je nekaj 30-letnica prvih študentskih izmenjav. Prvih izmenjav na visokošolskem področju. Že 15 let pa letos Cmepius praznuje. Cmepius je Center za mobilnost in evropski program na področju izobraževanja in usposabljanja, vendarle sem se naučila dolgo ime na pamet, s katerega jaz in Maruša prihajava, tako da letos praznujemo našo 15-letnico. In že ves čas svojega delovanja pokrivamo ta področja, oziroma področje izobraževanja in usposabljanja, in sicer so organizacije. Ker je pomembno, da vemo, odkot izhajamo, mogoče čisto samo nekaj osnovnih stvari, kje se vse skupaj sploh začelo in zakaj. Ker je pomembno tudi, da smo iskreni sami s sabo, bom jaz čisto iskreno povedala, da izhodišča so lepa, ampak jaz mislim, da mogoče so ga pa v zadnjih tudi kakšna druga. 1918 je letnica, Prva svetovna vojna, ki je posledice so vodile v druga svetovna vojna, ki se je končala 45 leta. In zgolj 5 let po tej moriji so se tisti, ki so si še v vojni trdno stali nasproti, so se vsega skupaj in so rekli, da pa takole ne gre. In tukaj je tisto, kar zdaj je pripeljalo do tega, kar je takrat. Jaz osebno mislim, da so bile finance oziroma denar v zadju. Ampak leta 50 so se odločili, da bodo začeli trgovati med sabo, namesto da se vojskujejo, da je to pač boljše za vse. In leta 1957 je bila podpisana rimska pogodba, s katero je bila ustanovljena Zveza za premet jeklo, ki velja nekako za predhodnico Evropske unije. Še ena letnica je tukaj 73, je bila prva večja širitev Evropske unije, oziroma takrat Pristne zveze, in potem tako naprej. Leta 1987 je bil, oziroma že 2 leti prej se je začel pilotni program izmenjave študentov, ki se je izkazal za zelo dobrega. Študenti so uživali, ko so se izmenjavali iz ene države v drugo državo, spoznavali nove stvari. Potem je bil narejen program Evropske unije za izmenjavo študentov, ki mu je sledil, bil je zelo dobro, sledil mu je program Sokrates. Program Sokrates je bil aktualen do leta 1999, ko smo ravno Slovenci začeli, za rep smo je tisti prvi program, začeli sodelovati in v naslednjem programu Sokrates 2 je bil že en del namenjen tudi področju izobraževanja odraslih. V tem programu noter je bil že en delež, ki se mu je rekel Grundtvig, mogoče kakšni poznate ta izraz? Ja, se je nekaj dobro znamo, ja, super. Torej, Grundtvig, ki je potem dobil svoj stebr v nasledniku vseživljenjskem učenju. Počasi so potem ugotavljali na Evropski komisiji, da se je vendarle prijelo zgolj samo ime Erasmus. Nekaj časa so bile potem težave, ko so vsi povezovali to zgolj z visokošolskim področjem, ampak je nekako uspelo, pa zdaj smo imeli Erasmus+, oziroma ga že imamo. Verjetno bo naslednik kar samo spet Erasmus, ne vem. Ampak, kaj sem s tem hotela povedati? Nekako se je ugotovilo, da izmenjave kljub vsemu pomenijo prenose nekih znanj. Kar je nekako moto Erasmusa je, zdaj bomo tako malo pogovornem jeziku rekla, ne kopiraj, ampak kapiraj. Tako mi nekako skušamo to skomunicirati. Pojdi čez planke, poglej, kako je, mogoče je pa uporabno za naše razmere. Ampak ne kopiraj, kapiraj. Kje sem zdaj dobila vse te podatke, mogoče bo koga še vas zanimali, spodaj sem navedla spletne strani, prezentacije bomo se videli, ja, spodaj sem navedla spletne strani, tako da boste videli, si boste lahko sami videli. Zdaj smo tukaj, Erasmus+. Zdaj se bolj reči številko. Hotela sem vas vprašati. Če si zamislite, pa zdaj ne gre več, če si zamislite eno številko, koliko je bilo v vsem tem času namenjenega slovenskim organizacijam za področje izobraževanja odraslih, a bi mi rekli 5,5 milijonov. Mogoče ja, mogoče ne.
5,5 milijonov približno so slovenske organizacije pridobile sredstev za področje izobraževanja odraslih. V oklepaju so navedeni ti programi, ko je že bilo to, se pravi, Sokrates, vseživljenjsko učenje in Erasmus+. Moram povedati, da Erasmus+, to je podatek za do konca leta 2017, torej nekaj debela polovica pomeni. Če rečemo, koliko je bilo izvedenih mobilnosti, mobilnost pomeni, da gre ena oseba iz Slovenije v tujino po nova znanja. A je kakšna številka? 1000, 5000, 10 000. Nimamo predstave. 534 Pardon, toliko je bilo projektov. Mobilnosti 1423. To se sliši v majhne številke. Ja, pa kasneje vam bom tudi povedala, kje sem jih dobila. Sliša se majhne številke zaradi tega, ker so individualne mobilnosti in mali projekti. Če vas vprašam, katere so države, kamor najraje gremo? Kakšna? Anglija? Britanija, Španija, Italija, Francija, gremo, ki je sonce, radimo sonce. Ok, in zdaj me boste vprašali, kje je dobila tako konkretne številke in zakaj vam jih razlagam. Konkretne številke sem dobila v statistikah na naši spletni strani. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker vas bom spodbudila k sodelovanju v tem programu oziroma k pisanju projektov v upanju, da dobite tudi sredstva. Ampak, če hočemo vedeti, kam gremo, moramo najprej vedeti, kje smo bili. Na naši spletni strani v knjižnici ali če kliknete kar direktno na statistike, pridete najprej semle, da vidite nekaj zelo osnovnih statistik. Če tukaj lete izobraževanje odraslih, kliknete tiste plusek, dobite malo bolj konkretne informacije o sredstvih, o državah, o projektih. Takole, če pa kliknete še malo podrobneje, želim izdelati več, tam je bolj, pa pridete na tole. Tole pa že kar zelo podrobna spletna stran. Tamle pri strani si lahko točno označite, kaj želite, se vam že določene stvari pokažejo, takole izgleda cela stran. Če klikate še naprej, se bom vrnila, pa če si tamle gor pogledate število institucij, ki so oddale vloge. Tamle spustni meni, si lahko pogledate še po regijah, po mestih. Če kliknete spodaj na organizacije, se vam pojavijo konkretne organizacije s konkretnimi projekti. Poglejte si, kaj se že dela vaši predhodniki, poglejte si, kaj je že bilo narejenega. Zelo veliko je že bilo narejenega, poglejte si, če mogoče kaj od tega lahko uporabite, že kakšna informacija, kakšno znanje, ki vam pride prav. Tematike. Zelo težko sem tukaj jaz pametna, če se smem tako izraziti, povzela sem zgolj nekaj najbolj tistih osnovnih tematik. Ampak kaj je tisto, kar je največkrat naslovljeno, pa bom rekla ta trenutek, ne kaj je že bilo. Migranti, več osebe z mojim pošiljem razvoju obranju kulture, starejši ženske, starejši moški, besedilne matematične digitalne spretnosti, terensko delo, privlačnost, izobraževanje odraslih in še, sploh nisem mogla. Nekak sem pa to nekaj sklope, porazdelite, ampak tematike so bile zelo različne. Torej, že zelo veliko vsega skupaj je bilo naslovljenega. Spet, kje sem dobila te informacije, ki jih lahko dobite tudi? E-pale, koliko od vas ve, kaj je to e-pale? Še ne bo še bila težko vedela. E-pale je spletna platforma, namenjena izobraževalcem odraslih. Predvsem informacije dobite že tam. Veliko tudi na Erasmus+ Project Results platformi. Na tej platformi so objavljeni čisto vsi projekti, povzetki in dodatne informacije, rezultati čisto vseh projektov, ki so jih kdajkoli sofinancirali v kateremkoli evropske programe za izobraževanje in usposabljanje. Torej vsi ti, ki sem jih jaz poiščila. Poiščite, pobrskajte, poglejte, to je tudi možen stalnih partnerjev. Zdaj za e-pale vem, da veste vsi spletni naslov. Če samo naveden, se ga veste. Ja, kot sem že prej rekla, zdaj smo tukaj. Zdaj gremo v del, kjer vas bom pa probala spodbuditi oziroma vam na kratko povedati, kaj Erasmus+ omogoča, kaj vam je omogočeno. To je program za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja mladine, športa za obdobje do 2020.
2020. Pa kar na tem mestu takoj, preden začnem delati, reševati program, če tako rečem, moram povedati dve stvari. Ena je, da gre za sofinanciranje projektov, ne za financiranje. V veliki meri, ja, gre za sofinanciranje. Druga stvar, ki je pa ta, da dela ni malo. Noben projekt ne prinese malo dela, vsak projekt prinese delo. Ampak kar nekaj tukaj vas je, ki ste zelo aktivni v teh programih, a vidite dodano vrednost v tem? Sem pričakovala, da bi bilo. Ja, super. Ok, ajmo drugi program. Zelo na kratko schemo programa. Program je nekako razdeljen na tri ključne aktivnosti. Ena je ključna mobilnost posameznikov, to je del, na katerega se prijavite pri nas na cvetlišču, zato ga bom malo predstavljati. Drugo je sodelovanje za inovacije in dobre prakse, tudi to je del, za katerega se lahko k nam prijavite. In pa tretje je reforma politik. Da nadalj sem tukaj le dva izraza v celoti, tako kot jih vedno uporabljamo. Ker če se boste sprehajali po naši spletni strani, mi včasih zapadamo tudi naše kratice K1, VŽU, LLP, E+, 102, VET, PU in tako naprej. Zato sem dala tukaj kratice oziroma izraze z vsemi kraticami, ki jih največkrat uporabljamo. Individualna mobilnost posameznikov, to je ključna aktivnost 1, K1, in pa strateška partnerstva, ključna aktivnost 2. Zdaj pa kaj je kaj? Ključna aktivnost 1 so projekti, ki se odvijajo na nivoju organizacije. Torej, da znotraj vaše organizacije prepoznate določene manjke, določene potrebe na področju podajanja znanja. Gre za podajanje znanja. Torej, vaši izobraževalci so tisti, ki jim določene veščine manjkajo, mogoče kaj spremeniti točno delo. V tujino, torej v državi, ki sodelujejo, greste po nova znanja in na voljo so vam 3 različne aktivnosti. Eno je opazovanje na delovnem mestu, tako imenovani job shadowing, drugo so strukturirani tečaji in tretje, lahko poučujete ali izvedete neko usposabljanje vi v tujini. S tem se pridobi veliko znanja. Na tem mestu bi najbolj poudarila job shadowing, pa bom zdaj povedala tudi izkušenj s pogovorom z vami, ki sodelujete in iz branja vaših poročil. Kaj se največkrat zgodi pri job shadowingu? Pridete nekam, tudi jaz sem plana job shadowing, pridemo nekam, pogledamo, kaj nekdo tam dela in zgodi se to, da se zavemo, kako zelo dobro tudi mi delamo, koliko zelo veliko tudi mi vemo, koliko zelo veliko imamo tudi mi za ponuditi. Ja, vedno dobiš tudi nova znanja, ampak vedno jih lahko tudi daš. Tako da to zavedanje, koliko zelo veliko mi znamo, je zelo pomembno. Druga aktivnost, strateško partnerstvo. Organizacija prepozna neke potrebe na področju sistema izobraževanja. Se pravi, gre za sistem, nismo več na nivoju organizacije, smo na nivoju sistema. Poveže se s sorodnimi organizacijami v tujini, ki so prepoznali neke sorodne potrebe, sorodne manjke in skupaj ustvarijo nove rešitve ali se zgolj izmenjajo dobre prakse. Tako je tukaj zdaj se na dva tipa partnerstv navežem. Ena je prenos dobrih praks, ki se ga zelo spodbuja, se pravi, mi gremo pogledati, kako je pri vas to narejeno, pa mogoče lahko s tem ponudimo neko sistemsko rešitev tudi pri nas, ali pa razvoj inovacije, torej razvije se nov izobraževalni program, nov priložnost za neko določeno ciljo, ki še ni bila naslovljena, ali pa ki ni naslovljena tako, kot bi mogla biti. Torej gre za dvig kakovosti sistema izobraževanja in usposabljanja. Tukaj moram povedati, da je zelo pomemben del programa, oziroma zelo pomemben del teh projektov učinek. Učinek, to je beseda, ki jo Erasmus+, po mojem, da je največkrat uporabljena v Erasmus+. Nikoli ni problem v strokovnosti, vi ste strokovnjaki na svojem področju, vi znate narediti super stvari. Problem pa je potem te ali nove reforme, ali nove učbenike, karkoli spraviti v sistem. Doseči nek učinek. Tako da tukaj je kar precejšen vložek potreben, ampak v slogi je moč, ne vem, iz katerega časa je ta izraz, ampak velja pa še vedno ta slogan. Torej, če se povežemo, če sodelujemo skupaj, potem ne bo uspel. Ok. Piše se Erasmus+, 2019. Konec tega tedna bo razpis objavljen. Že zdaj pa vemo za roke, za K1, če vas zdaj
vprašam, kaj je ena v službi naredila, kaj ne. Individualna mobilnost posameznikov. Je rok 5. februar za K2, torej strateško partnerstvo, pa je rok 21. marca 2019. Seminari za prijavitelje potekajo, gremo v 4 slovenska mesta, Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Koper, v decembru in v januarju. Jaz se bom tako, kot zdaj ste že nekaj let morda navajeni že, oglasila tudi na vaših skupščinah, na vaših sestankih, srečanjih, kjer vam probam še malo predstaviti program, konkretne stvari, številke, aktivnosti, pravila, skratka grem zelo podrobnosti, če rabite te informacije. Sploh tudi na naših seminarjih smo zelo konkretni, zelo se čas vzamemo. Vse informacije, ki ste dobili na tej strani. Še naprej, kako do informacij? Ja, spet e-bale, drugače pa cnepius.si, erasmus+.si, zelo smo aktivni na Facebooku, lahko se naročite na naš newsletter, na tej spletni strani. In vas predajam, naprej pa roke. Še vidite, bomo tukaj še čas. Naj bi se lahko potem karkoli vprašal, zdaj pa hvala za vaše pozornost. Lep pozdrav še z moje strani. Pravzaprav se bom z vsebino navezala na mojo kolegico Ano. In pravzaprav sem vesela, ko vas je v vprašanju, koliko vas že pozna platformo e-bale, roko dvignem kar dobra polovica dvorane. Tako da jaz vam pa danes predstavljam platformo še za tisto polovico, ki pa mogoče še niste slišali oziroma jo ne poznate. Platforma e-bale je pravzaprav spletno mesto, ki je namenjeno izobraževalcem odraslih in to je pravzaprav spletna skupnost, v kateri lahko sodelujemo vsi mi in se lahko srečujemo. Dostopna je v 24 uradnih jezikih EU. Jaz vas še posebej vabim, da si ogledate slovensko različico. V desnem kotu zgoraj boste našli spustni meni in če tam izberete slovenščino, boste prišli na slovensko jezikovno različico, kjer nacionalna podporna služba e-bale objavlja vsebine. Pri tem se moram še zahvaliti Andragoškemu centru Slovenije, ki nam pri tem pomaga nam pri prepoznavanju ciljnih skupin in pa tudi vsebin, ki jih objavljamo. Tako, e-bale deluje tudi kot podpora programov Erasmus+. Služi kot podporno orodje in predstavlja odlično priložnost za diseminacijo projektnih rezultatov in pa informacij pravzaprav o Erasmus+ projektih. Na njej so predstavljeni tako projekti, ki so koordinirani strani slovenskih organizacij, kot tudi projekti, v katerih slovenske organizacije sodelujete kot partnerice. In kot uporabniki, kot registrirani uporabniki platforme lahko prispevate svojo vsebino v 4 kategorijah, v obliki novice, spletnega dnevnika, lahko objavite zanimiv vir, ki je nastal tekom vašega projekta, ali pa mogoče povabite na strokovni dogodek, ki ga prav tako organizirate v okviru vašega Erasmus+ projekta. Jaz sem v nadaljevanju pripravila še nekaj primerov predstavljenih projektov. Na tej drsnici lahko vidite Erasmus+ projekt iz akcije Ključna aktivnost 1 iz leta 2017, imenuje se Svetovanje v izobraževanju odraslih in koordinator tega projekta je Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. Tudi med nami jih danes vidim, tako da sem zelo vesela, da tisti, ki ste na tej fotografiji in ki ste se udeležili študijskega obiska oziroma job shadowinga, se pravi, da ste si ogledali delovno okolje v tujini, da ste danes tudi med nami in mogoče lahko potem v odmoru na tak neformalen način delite tudi kakšno informacijo, kako je sodelovati v Erasmus+ projektu.
Še en projekt, gre pa za ključno aktivnost 2 iz leta 2016. Gre za projekt učenje starejših moških v skupnosti, katerega nosilec je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Gre za en zanimiv projekt, v okviru katerega spodbujajo starejše moške, da se pridružijo nekim skupnim aktivnostim, nekim skupnostim. Več o tem projektu boste slišali tudi jutri, ko bo v panelni razpravi vam bolj podrobno predstavljen ta projekt. Najepale ga prav tako najdete v slovenskem, angleškem in pa tudi v francoskem jeziku je predstavljen. Pa še en primer iz tujine, ki se prav tako navezuje na udejstvovanje moških v skupnosti, je primer iz Irske, gre za tako imenovane moške lope. Organizacija, ki je nosilka tega projekta, je zelo uspešna in svoje aktivnosti nadaljuje tudi po samem zaključku projekta in na platformi imamo objavljeno eno novico, kako irska organizacija zdaj pomaga na Islandiji pri odpiranju, se pravi, teh moških lop. Tako da zelo veseli smo, kadar projekti, Erasmus Plus projekti, ki so že zaključeni, da imajo neko aktivnost oziroma se nadaljujejo v kakršnikoli obliki tudi po preteku. Zdaj pa za zaključek, mislim, da se z Ano obe dve strinjava, da Erasmus Plus ni mus, pomaga pa, tako da, kot je že prej rekla, midve bova tukaj oba 2 dneva in naj jo lahko vprašate za kakršnokoli informacijo. Pa mogoče za zaključek, če se še navežem na današnji večerni program, v kulturnem programu sem prepričana, da bomo slišali tudi verze Povabi me včasih v kraje neznane. Jaz sem prepričana, da Erasmus Plus vam bo pomagal odkriti kakšen neznani kraj, zato le pogumno in odločite se še vedno, da greste v tujino, pogledate, kaj delajo vaši kolegi in kakšno dobro prakso prenešte v svoje okolje. Tako, za več informacij sva vam na voljo, sledite nam pa lahko tudi na naših družbenih omrežjih, kjer prav tako zelo ažurno objavljamo vse informacije v zvezi s programom Erasmus Plus in EPALE. Hvala lepa.